Živijo in dobrodošli vsem. Tale maj je minil hitreje, kot bi si jaz kadarkoli lahko predstavljal, kar pomeni, da je danes že prva sobota v juniju in sem navdušen, da se mi boste pridružili pri današnjem pogovoru na podcastu Umetnost lenarjenja. Danes si gost moj oče, Matjaž Zupančič. Jaz sem imel malo težav glede tega, kako bi Matjaža predstavil, kako očeta predstaviš na podcastu. Potem sem pa dobil idejo in sem enostavno vzel v roke iz police njegovo zadnjo knjigo z naslovom Zadnje drame. Tako da vam bom v bistvu prebral zdaj kar kratek opis iz ta zadnje platnice. Matjaž Zupančič je režiser, pisatelj in redni profesor gledališke režije na AGRFT in je eden najprepoznavnejših in najuspešnejših sodobnih slovenskih dramatikov. Z režijami lastnih in tujih besedil mu je uspel prodor na prestižne evropske gledališke festivale in odre. Za svoje delo je prejel številne nagrade in priznanja, tako v mednarodni kot domači konkurenci, med drugim je kar 5-kratni dobitnik Grumove nagrade za najboljše izvirno dramsko besedilo. Seveda ne bom prikrival dejstva, da sem na svojega očeta res zelo ponosen in obenem tudi hvaležen za vse, kar sem jaz od njega dobil v življenju. Najbolj nedavni skupni projekt je predstava Še vedno Alice, ki v času izida tega podcasta igra v ljubljanski Drami. Še predtem pa je bil Matjaž moj tesni bralec in glavni podpornik med pisanjem moje prve knjige Življenje v sivi coni. Kot boste lahko sami slišali, je Matjaž tudi zelo prijeten in zabaven sogovornik. Danes bova govorila o umetnosti, o vseh lepotah in izzivih gledališča in življenja, o prepletanju vsega tega. Knjige in predstave, teksti, ki jih omenjava, seveda kot vedno so napisani tudi v opisu epizode, tako da če vozite ali sesate, ni treba prekiniti te ključne aktivnosti in lahko potem preberete tam. Če pa ostane kakšno vprašanje odprto, neodgovorjeno, pa me vedno lahko tudi poiščete na Instagramu, kjer z veseljem sprejemam vse povratne informacije. Tako, zdaj pa lepo se imejte in uživajte v pogovoru. Ti veš, da ti moram priznati, da sem razmišljal, kako bi začel pogovor, pa sem imel malo težave. Tako, a veš, ko smo se neštetokrat že pogovarjali, ampak kako začneš tako, dobrodošel oče, hvala za vaš čas. Kako? Ja, te popolnoma razumem. Imam jaz zelo podobno težavo. Mogoče bova skupaj razrešila počasi. Upam, ja. Sem pa vesel tega vabila, hvala David in priložnost, da se pogovarjava. Jaz se vem, da si, prvič vem, da si eden zelo vestih sledilcev podcasta, da si poslušal vse. Sva se pa itak, čim sem začel, si bil eden od prvih misli, da bi te enkrat povabil, tudi zato, ker sva se, kot si rekel, veliko že pogovarjala in vem, da kar smo vse pogovarjali tudi na temo gledališča in umetnosti. In je bilo zmeraj tako zelo, imel si seveda kot profesor z dolgoletnimi izkušnjami, vem, da sem imel take globoke uvide in vedno zanimive, tako da sem rekel, da treba deliti zagotovo. In sem se veselil, da to nekako ovekovečimo, kakšno od teh zgodb, ki sem jo jaz mogoče že večkrat slišal, pa je bo še kdo. Jaz moram tudi priznati, da se tudi jaz učim od tebe, sploh zadnja leta, se pravi, škoda, ker sem te tako pozno spoznal. Nikoli ni prepozno. Še kaj me zanima, a si kdaj poslušal podcast, preden sem začel to snemati? Mislim, da sem že, ampak ne prav redno, pa ne prav sistematično. Približno ta format poznam. No. Ja, veš, ker jaz ga res nisem. Meni je to bilo smešno, ko sem začel, meni so predlagali, da to začnem. In nisem najprej videl čisto vrednosti v tem, ampak ti moram reči, da če lahko rečem produkcija, snemanje, tako da nekoga zberem, s katerim se rad pogovarjam ali pa ga prepoznam kot zanimivo osebo, pa se že to, da se lahko jaz pogovarjam 1 uro, pa prej razmišljam, o čem se bom pogovarjal, pa potem tudi to, da nekako je na voljo za, če ne druga, za kakšno gužvo na cesti, za tek. Zanč mi je prejšnji teden sem dobil sporočilo na Instagramu, mi je ena rekla, a bo to soboto podcast, pa sem rekel, ne, še ni prva sobota v mestu, pa je rekla, joj, pa imam en tek, pa sem tako hotla, veš, sem se tako veselila, da bom lažje tekla, tako da me veseli, da je taka vrednost tudi.
Upam, da jo med poslušanjem tega podcasta naomenila, že je potekel. Da bo čim hitreje tekla. Super. Znači, daj mi povej za začetek, no, saj sem te v uvodu, jaz vedno malo predstavim tudi goste, ampak se mogoče najbolj, da malo poveš svojo pot, kako si prišel do sem in kaj v bistvu počneš, ne, v službi. To je široko vprašanje. Če sem čisti iskren, sej ne vem, a sem ti to kdaj povedal, jaz sem v bistvu hotel biti najprej novinar. A to vidiš že nekaj novega, zvem. Ja, mislim, to je bila predvsem ta moja navezanost na časopise, ne, veš, tam v 60-ih, konc 60-ih let, ne, še ni bilo kakšnih telefonov, oziroma so bili, sam ne prav zelo pametni, tudi ne skozi na voljo, tako da imeli smo pa časopise, ne, oziroma naročeni smo bili takrat na delo in to je bil meni ritual, ne, zjutraj kava, časopis, tako. Tudi takrat sem se nekoliko ukvarjal že s pisanjem in sem iskal nekaj, kar bi bilo v tej smeri najbolj primerno. No, pa se je pa v gimnaziji se je pa zgodila neka iniciacija, mislim, da je bilo to v 3. letniku gimnazije, sem pa gledal slučajno en posnetek ene predstave gledališke in sicer se spomnim, da je bila Mozartova Čarobna piščal v režiji Ingmarja Bergmana, ki je sicer filmski, pa tudi gledališki režiser. No, ta predstava me je pa čist pravzaprav sezula in takrat sem začel razmišljati o gledališču, čeprav sem bil prisoten nekako v eni gledališki familiji, ampak me do takrat, kaj zelo te stvari niso zanimale. Pa sem šel še v eno dramsko skupino tam na konc letnika in pa se je pa ta pot nadaljevala, ne, in faks, potem pa London, ki je bila ena posebna izkušnja. Na nek način je vse moje življenje prepleteno s 3, bi rekel, dimenzijami, pisanjem, režiranjem in poučevanjem, sploh v zadnjem času. Ja, se je res prepleteno, se si rekel tudi, da bi so oče, ne, se pravi, moj dedek je bil na GRFT. Tako, ja, on je predaval dramaturgijo oziroma zgodovino drame. Obenem si pa tudi mojo mamo spoznal, čeprav vem, na faksu. Res je, res je. Vse poti te vodijo v... Če ne bi šel takrat na režijo, potem tebe ne bi bilo, če te Jaz sem bil v 4. letniku, svinja 1. Ja. Zelo sem hvaležen, da te je režija zanimala. Res, mogoče nikoli še toliko kot trenutno. In se pravi, zdaj, če tako nekako povzamem, mislim, jaz tako, če ti lahko iskreno rečem, ko te gledam kdaj, ne, tudi, ko te, seveda, zdaj smo živeli skupaj do, ne vem kdaj, 25 let star, ali kako sem, glede na najemnine v Ljubljani, si lahko končno službo privoščil, tudi da sem se odselil, ampak vedno se mi je zdelo, da si imel pač veliko dela, seveda, ne, in vaje in faks in vse, ampak se mi je zdelo, tako sem si vedno rekel, jaz bi rad imel eno službo, ki bi mi toliko pomenila, kot te pomeni ta služba, tako si... Tudi takrat, ko si bil tako, ja, toliko imam projektov, toliko imam dela, da greš z veseljem, ne poznam nobenega, ki bi tako v soboto vstal pa rekel, grem malo na šolo, tako s takim veseljem, veš, grem malo delati, zdaj moram nekaj razmisliti, moram nekaj postaviti, da ti je v bistvu nek način to res življenja, ne? Ni tako nekaj, kar naredim, da plačam račune, pol pa vse drugo, ne? Ampak ti, a misliš, da to mora biti pogoj, da si dober v režiji, da te toliko prevzame, ali imaš lahko to čistko sam malo za stran? Pa jaz mislim, da je to področje, ne, režiranja, pisanja, je kar mal način življenja, ne. Ni samo profesija, čeprav seveda na nek način od tega živiš, oziroma je super, če lahko od tega živiš, ne. Ja. Pedagogika je pa prišla nekako zraven, ne, pravzaprav jaz nisem imel na začetku nekega namena, meni se zdaj v mladosti učenje najbolj nemogoč poklic, ne. Pa sem imel pa to srečo, da me je takrat povabil moj mentor na faksu Mile Korun kot asistenta in on je bil pravzaprav en od glavnih razlogov, da sem na nek način ostal v tem poklicu, vsaj v začetku, ker je bil neverjetno zanimiva, lucidna osebnost, ne. Se pa spomnim se ene take anekdote iz začetka, mojega začetka, smo vadili neko predstavo, Talec je bil naslov, to je ena irska igra, govori po tem problemu spora med katoliki in protestanti na Irskem. No, on je prišel na vajo en študent teologije. Teologije, ja. In je vprašal, če lahko pač gleda eno vajo, ne. Takrat se je to še dal in mi smo mu to pustili. No, in on to gleda 3 ure to vajo brez besed, no in potem končamo, ne, in ga
Korun ga vpraša, zakaj te pa zanimala pravzaprav ta vaja, ne? Kaj si iskal? Pa je rekel, ja, jaz verjamem, da je v gledališču nekaj Boga. In tako ga Mile pogleda pa prav, ja, tako kot je v Bogu nekaj gledališča. Mislim, to je sam primer teh njegovih lucidnih momentov, bratov in on je bil tako zanimiva osebnost, da je pol na nek način, da sem zaradi tega pol vstal na šoli, kasneje me je pa to tudi zelo začel zanimati. Tako bom rekel, no, na koncu prideš do tega, da ni noben narediti gledališčke predstave proti temu, da z nekom dela 4 leta, pa ga vsaj čist ne zafuraš. Ja. Mislim, se vi to vem, da že te sprejemni izpiti, ki so zelo glasno težki na vašem faksu, to si mi enkrat rekel, ne, da večjo krivico narediš nekomu, če ga vzameš, pa ni talentiran. Kot če mogoče enega malo prehiter zavrneš, ne? Ker mu v bistvu življenje nek način... To je namreč zelo res. Ne? Seveda so to zahtevni sprejemni izpiti in tudi treba je povedati, da tudi profesori delajo napake, tudi napake se zgodijo kdaj na sprejemnih izpitih, ampak res se mi zdi, da je, veš, če nekdo, ki je v bistvu nadarjen, pa ne naredi sprejemnih, ali pa saj ne v takoj, bo na nek način... skočil nazaj ponavadi. Ja, pa tudi mogoče najdu neko pot. Čeprav se je že velikrat zgodil, da sem srečal koga na cesti, kasneje pa rekel, hvala, da ste me takrat vrgali. Se pa zgodi seveda, da pa mogoče sprejmeš koga, ki ni, ne samo v smislu nadarjenosti, ampak neke psihofizične, mentalne trdnosti, ki jo ta poklic vendarle tudi rabi, sprejet, mu pa lahko zelo sesuje življenje, ker bo potem pravzaprav v tem poklicu nesrečen. Ja, in druga stvar, ki sem si pa zapomnil, ko si govoril o sprejemnih, je pa, da v resnici velikokrat kdo, ki ima dejansko psihiatrično bolezen, lahko izpade izjemno nadarjen. In ker je ta nekako ločnica doživljanja in da ste tle zelo previdni. Ja, to je zelo ključno vprašanje. No? Sej na zadnje leta je skozi bil prisoten tudi strokovnjak iz psihoterapevtske oziroma psihiatrične stroke. Prav na sprejemcih zraven. Na sprejemcih, zdaj žal že pokojni Dušan Mravlje. Ja, veš, ta poklic, zdaj predvsem govorim o igri, pravzaprav zelo globoko posega v psiho človeka. A veš, doživljaj na odru je zmeri oseben, je tvoj, ni sosedov. Hkrati se pa dogaja na neki, bi rekel, pred neko publiko, pred nekim gledalcem. Pa še ena zanimiva, v tem smislu je seveda treba biti na nek način občutljiv, gojiti neko svojo ranljivost, ampak če si pa preveč ranljiv, si pa tudi skozi v neki nevarnosti v privatnem življenju. Tako da je to... Je pa še ena zanimiva primerjava prav pri igri. Igra je pravzaprav ene vrste obrnjena šizofrenija. Pri igri imaš ti na začetku igralca, neko resnično osebnost in imaš nek izmišljen lik Napoleona. In ta resnična oseba in ta izmišljen lik se v tem procesu, ustvarjalnem procesu, na tem bi rekli pragu ontološke gotovosti, spremeni v gledališkem smislu resnični lik, ki ga pa seveda upravlja igralec z neko distanco, on se z njim igra. Medtem ko je pri šizofreniji obratno, ti imaš enega človeka, ki na pragu te ontološke gotovosti razpade na sebe in na Napoleona, pri čemer ne ve, kdo je. To govorim zato, ker dejansko igra posega globoko v psiho človeka in zahteva neke posebne lastnosti za ta poklic. Ja, točno to in to tudi, ko si rekel, da moraš določeno ranljivost pokazati, se mi zdi tako dobro, če jo pokažeš 2-krat na mesec, ampak to, vi imate vaje, neki igralci ima recimo vsak dan vajo, pa 4-krat na teden predstavo. To v bistvu pa tudi ta čista agitacija, če o tem govoriva, v večernem času, ko naš ta normalen cirkadiani ritem se vseeno nakazuje neko umirjanje in hormonsko ravnovesje te potiska bolj v smeri počitka, se mora igralec praktično najbolj vzburiti in razburiti. In to ima zagotovo tudi neke medicinske posledice. Saj pri nas je tudi pri dežurstvih tako, ampak jaz sem dežuren 4-krat, 5-krat na mesec, ne 4-krat na teden. Tako da to vem, da je ta ritem čist drugačen. Tudi zdaj, ko smo delali skupaj, se bo o tem malo kasneje v drami, sem bil navdušen, da nikoli nismo se dobili pred 10, ali pa tako, ob 9, nekaj je meni, da moramo pol 8 biti že v uniformi. Sam pa pomislim, da v bistvu moja služba, če ne sem dežuren, ne sem ob 4 že doma,
ko se popoldanske vaje sploh še ne začnejo, da ne govorim sploh o predstavah. Ne. Tako da to je nek ritem, ko najbrž se ga moraš navaditi, oziroma se določenim ljudem tudi najbrž paše, čeprav je nefiziološki. Kaj to mislim? Ne, sigurno to, se pravim, zahteva neko osebnost. Pa še en problem je, veš, ti, recimo, če si predstavljaš, igralec pride zvečer, ne, po celem dnevu ob 7:30 in igra predstavo, ne vem, igra Hamleta. Ne. Ja. Veš, in zdaj, jaz sem recimo večkrat opazil, že ko sem bil mlajši, se mi je zdelo, ko sem bil pred predstavo, recimo, sem bil pa asistent režije še kot mlad, sem videl, da se igralci včasih tako nenavadno obnašajo pred predstavo. Tako malo otroči so se mi zdeli, veš, tako kukar neke štose so stresali, pa tako, ne, ali pa kdo se je umaknil kam. In se mi je zdela, veš, kasneje sem to razumel, ne, veš, ker je bilo treba malo zdelitati ta dan. Veš, ti moraš neko mentalno, bi rekel, čistost, z neko čistostjo moraš priti na oder, da si lahko ustvarjalen, ne, veš, da si, mogoče si imel dopoldne mehen karambol, pa pol v banki, pa ne vem, pa uno, tretje, ne, in pa zdaj si to polno glavo, pa nek sestanke, ne, s to polno glavo pride zdaj igrati Hamleta, ne, se pravi, moraš na nek način narediti neko čiščenje, ne, neko mentalno čiščenje, da si lahko pol ustvarjalen. Kar je pa seveda povezano tudi s koncentracijo, ne, ker s tem se tudi sprostiš. Ne, in v bistvu koncentracija seveda ni v tem, da si ves napet in usmerjen v neko točko, ampak v tem, da si sproščen. Kadar si sproščen, takrat slišiš, vidiš in se lahko odzivaš. In v tem je bistvo koncentracije. To se namreč včasih narobe razume in to večkrat razlagam tudi študentom. Ja, da ni fokus nek stresen. Ne. To je tudi v meditaciji, ko se učijo teh tehnik dihanja ponavadi rečeno, ne, da se moraš darati koncentracijo, ampak ne za vsako ceno in ne na silo. Da je ta koncentracija kot nek konj, ki ga ti vedno, ko gre, usmeriš nazaj, ampak ne tako, da ga brtneš, pa cukaš, kot te v dol vrgu, ne, ampak ga nežno tiste uzde, tako moraš nekako imeti, vedno jih moraš imeti kontrolo, ampak moraš na nek način imeti tudi občutek. Ne? In tukaj je, no se mogoče te pol tle vprašam, ker so o tem začela, kako v bistvu zgleda neka produkcija, kako se postavi eno dramsko igro na oder nacionalnega gledališča, kje se začne ideja, a to ti priješ kot režiser, pa rečeš, ne vem, poslušaj, tega še nismo igrali v Sloveniji, dober tekst je, ali do tebe nekdo stopa, ali kako se to? Ja, to so pač različni načini. Ne. Generalno seveda program postavlja umetniški vodja, umetniški direktor, seveda pa to velikokrat gledališča, seveda pa velikokrat v dialogu z režiserjem. Ne. Seveda gledališče lahko tudi samo dobi predlog od režiserja ali pa dobi nek nov napisan tekst, pa tukaj je nek dialog. Ne. Seveda je režiser zmeri predvsem fokusiran v predstavo, kaj potrebuje, da bo ta predstava čim boljša. Seveda umetniški vodja skrbi pa tudi za ansambl, če ga ima, kdo igra v tem nekem trenutku. Drugače so pa te produkcije začnejo precej prej, ne. Priprave so kar dolge, ne. Najmanj 1 leto prej se že začnejo pogovori s sodelavci, razvijanje koncepta. Sam študij je pa tam 6 do 8 tednov. Lahko tudi več. V trenutku, ko ti priješ v dramo in dobiš svojo ekipo, je 2 meseca vaje. Je v bistvu. Veš, še to je mogoče zanimivo, ne. Seveda, večja kot inštitucija, ne, recimo nacionalka, ne, daljše so priprave zaradi tega, veš, ker je inštitucija ima svoje prednosti, ima pa tudi neke svoje slabosti. Ne. V primeri z neodvisnim teatrom, iz katerega sem jaz pravzaprav išel, ne, v Gleju, pa tega tako imenovanega alternativnega teatra. Ne. Velika prednost inštitucije, zato zmeraj zagovarjam, je v tem, da so tam dobri pogoji za delo. Mislim, imaš vrhunske ljudi, tehniko, seveda, dokler inštitucija služi svojemu namenu, če se zdaj, ne vem, začne ukvarjati sama sabo, svojo institucionalnostjo, ne, ampak da se ukvarja z umetnostjo. Ne. Po drugi strani je pa to, veš, tako en Boeing, ki vzleti, se težko spremeni. Ne. Mislim, da moraš kar na hiter neki, recimo v alternativnem teatru, v Gleju se spomni, pa šel en prijatelj k meni in rekel, veš kaj, Matjaž, jaz imam ful dobro idejo, da bi šel jaz počas čez oder. To bi bila vsa predstava. Čist počas bi hodil in luč bi se počas prižigala in ko bom jaz prišel čez oder, bo luč ugasala. In mi vse razložil konceptualno, zakaj. Super, in to smo se zmenili, ne vem, v soboto, naslednjo nedeljo je on to predstavo naredil. In so bile celo neke take kritike, veš, dobre, tako, v tem smislu. Zanimiv eksperiment, sam tempo je malo šepo, veš, kaj je počasno. Hočem reči, v tem institucionalnem, tukaj se lahko zelo hitro odzivaš na neke stvari, ne, hitreje narediš, manj denarja je seveda zmeri.
pri tej inštituciji je pa tako, da ta Boeing ne bo kar sredi oceana tam na en otoček pristal, pa da bi pa se kle vstal, pa malo levo se kle, gliseral po vodi. Ne? Tako da oboje je potrebno. No? Drugače so pa to zelo različni produkcijski pogoji, zelo različne predstave. To ni nekega kopita, ne moreš vseh predstav nategovati na isto kopita. To se zdaj spomnim, da je neka tuja šola zelo velika. Zdaj sem se spomnil, ko si govoril o tem prehodu čez oder, ker so sprejemci še toliko večji, da so na tisoče ljudi prijavi. Da je bil prvi krog. Ta londonska šola je za igro, ta ima Lambda, tam imajo recimo 1500 kandidatov, pri nas jih je recimo 100. In tam je, vsaj takrat, ko sem bil jaz v Londonu, takrat je prvi krog zgledal tako, da pravzaprav so šli samo čez oder. Prvi krog sprejemcev, ne? Prvi krog sprejemcev, sam sprehod čez oder. Jih je pa odpanen. Ne, drugače pa ta London, mislim, meni je takrat kar velik, bi rekel, davno, tako se mi zdi. Takrat smo v šali rekli temu simbolna kastracija. Greš v tujino, da spoznaš domovino. Veš, res. To je bilo. Mi, da smo imeli takrat srečo z sinjo, govorim o tvoji mami, ona je takrat študirala na London Contemporary Dance School, sva pa tudi osebno spoznala Robina Howarda, ki je bil pa pravzaprav ustanovitelj, mecen te šole. In v nekem času sva potem tudi lahko živela pri njemu, kar je seveda podaljšalo to življenje v Londonu. Če si imel stanovanje, je bilo vse bistveno lažje. Imam tudi neko zanimivo anekdoto iz tega področja, namreč iz tega časa. Treba vedeti, da je bil, Robin Howard je bil v bistvu potomec znane angleške tudi aristokratske družine. Njegov ded je bil predsednik vlade Združenega kraljestva v 30-ih, Stanley Baldwin. Baldwin, ja. Ampak Robin nikoli ni šel v politiko, on je bil pa filantrop, on je bil velik ljubitelj umetnosti, on je tam v 50-ih je videl Marto Graham, ki je gostovala v Londonu, znana koreografinja, plesalka, in se je tako navdušil na ples, da je potem ves denar investiral v London Contemporary Dance Trust in bil je pa brez nog, zgubil je noge med bombardiranjem v drugi svetovni vojni. Je imel pa zmeri neke študente pri sebi na stanovanju, hkrati je pa pri njemu živela neka znamenita mama, Lady Lorna, nisem njegova mama. Znamenita mama, njegova. Ampak je bila znamenita, bila je stara že čez 90, ki je pa seveda osebno poznala vse te politike iz tistega časa tudi, veš. Enkrat nam je razlagala, kako je Hitlerja spoznala, in večer je tako, takrat še pred drugo svetovno vojno, ko so še poskušali preprečiti. Zanimiva družba za dva mlada študenta plesa. Ampak pazi zdaj, štos. Zdaj, Robin je imel to navado, da je večkrat organiziral neke večerje tam, in povabil tudi študent, tisti, ki so bili pri njemu. In potem se je seveda spodobilo, da včasih tudi te njegovi študentje, gostje, naredijo večerjo za njega, pa za neko njegovo družbo. Za Lady Lorna. In kle se je pa stvar zapletla. Mislim, oziroma super se je zgodilo, Namreč, mi do pol priprava, zdaj seveda nimaš denarja, tam za par funtov malo zelenjavce, nekega meska tam gor in tako bolj gledava tisto na mizi, so rekla, to neki, vsaj še neki mora. Takrat sva pa dobivala pakete s hrano od doma, na vsake tog časa. In tam noter je bilo zmeraj tudi ene 5 konzerv, ne bom pozabil, tuna sa povrčem de la Maris Izola. In seveda mi, da prideva ne vem kako na to bizarno idejo, in potem to rečeva, deva mi da še to zraven, se tega itak na ombem povoh, ampak da bo še neki, in tako odpreva te konzerve in jih zloživa in tak kupček tako malo dekorirava, veš, kot da je ena tortica zgledala, pa še nek, ne vem, rožmarin gor pa to, in to dava kaj na rob mize, In seveda pridejo dol in mi da takrat sploh niso vedela, on povabi tudi Lady Lorno, Pazi, ženska, ki je jedla vse na svetu, kar je lahko, in to vrhunsko. Seveda malo se usedemo, ona malo pogleda tako po mizi, tam pikne malo v zelenjavce, če ni dišal, zagleda to tuno sa povrčem, razumeš tam. In what's that, in si tako začne na krožnik malo nalagati, in mi da, to kaj bo zdaj, in ona proba, in zdaj sam katastrofa, in ona pogleda in wow.
delicious, incredible. Razumeš, kaj to, jaz rabim recept. In, pazi, ona potem tisto večerjo je, ona je pojedla pol teh, moje 2 konzervi pojedla. Ne? In midva sva popolnoma sesuta sinjo, kva bo jutri znova, bo preživela. Ne? Ona po mojem življenju ni jedla kaj tazga. Konzervo. Mogoče kdaj med vojno, ampak ne vem, tudi to dvomim. Ne? In pol, pazi, midva zjutraj pijeva kavo, vsa bleda, slišva korake, ona prihaja. Vsa žareča, kako je super spala, koliko je bo dober večer, ampak da ključna je bila pa ta hrana, da pa ona pa res nujno rabi recept. Ne. A veš, zdaj kaj, ne? Mislim, posla se zmišljevala, da zdaj ga še piševa, ne spomnila se dobro, to nam je ful ratal, ne, skratka, pol je nekako čez 2 meseca je pozabila na to. No, to je bila ena anekdota, ne, vsi takih je bilo še kar precej tega življenja v Londonu. Veš, to je zanimivo, tudi malo se mi zdi ta nekak, koliko psihologija tudi igra v vsem igro, ne? Ker vem, da so tudi enim šefom so enkrat v Ameriki naredili McDonald'sovo te chicken nuggetse, pa so jim predstavili kot neka free range vzgoja piščancev, panirana v tako, kot da je naredil nek odličen kuhar, ne? In so tako vsi, ja, to pa je res drugače. In pa so kot provokacijo vmes kao, tako, no, a pa je to razlika zdaj, če bi probali McDonald's in oni vsi tu, pa kam me to sploh sprašuješ, a veš, pa ti sploh ni meso, ne, ampak tako, mislim, blamaža totalna, najbrž niso bili neki oni šefi Michelin, ampak čistko, si vidiš, kako ti nekdo predstav neki in če bi videl tam sam tuno pustila na mizi, zihar ne bi ona toliko iskreno uživala, ne, sta pa tako malo sestavila, pa kao domače, pa iz Slovenije. Pa tega res ni še nikoli probala. No, tako, ja. Vkus, ki ga ni poznala. Ja, tako. Tuna sa povrčem. Ja, mislim, jaz sem spomnim večjih teh anekdot tvojih iz gledališča v mladosti, ki so tako na koncu, skoraj za vsake, to kot sem zdaj naredil, potegneš tudi neko poanto. A se spomniš še kakšne tako iz Slovenije, iz odra? Ker umetnost, kot se mi zdi, ki je tudi v imenu tega podcasta konca, ampak meni je umetnost tudi absolutno nek ventil. Mene so na enem nedavnem dogodku knjižnem vprašali, kaj se mora zgoditi, da zdravnik postane pisatelj. In sem jaz rekel, da v bistvu se mi zdi, da bi me lahko vprašali obratno, ne? Kaj se mora zgoditi, da nekdo, ki je celo življenje hotel biti pisatelj, postane zdravnik. In da na nek način se mi zdi, da sem s tem, ko sem začel tudi malo bolj tako ustvarjati, mogoče ta podcast in vse, da sem nekako tudi svojo celoto najdu, ne? Da kakor sem pač študiral z veseljem in me zanima medicina in vse, ampak kot da mi je nekaj manjkalo in je to tudi nek način, da se malo odklopiš in da spustiš neko drugo ustvarjalnost iz sebe, predvsem pa tudi, da se zelo iskreno in zelo velikrat nasmeješ. Seveda humor me spremlja vsem, kar delam in se spomnim tudi, mislim, veliko predstav izmed teh, ki si jih ti delal, ne vse so bile tudi pač super komedije. Vem pa, da si imel že tudi en kup plejado enih zgodb iz vaj, iz generalk, ki so, če ti kakšna pade na pamet. Tako. Ja, tega je seveda veliko. Ne? Zdaj, mogoče se spomnim ene situacije, to je bila takrat, v zadnjem času se več ukvarjam s tem problemom odzivnosti na gledališko predstavo. Ne? Kako se jaz odzivam, ko nekaj gledam. Ne? In se spomnim, sem gledal še kot mladenič eno gostujočo predstavo v ljubljanski drami, ki me je precej dolgočasla. No? Tako, nisem bil prav zelo empatičen do nje, ne? Pa ni imela pauze in potem grem takoj letim na WC, ko pade zavesa. In začnem in v tistem trenutku se pojavi neka ogromna oseba zraven mene in pogledam in stoji Polde Bibič, legenda slovenskega teatra in igralstva. Malo sva se pa osebno tako že takrat poznala. Ne. In tudi on začne in me tako pogleda in pravi, no, Matjaž, kako se ti je zdaj? In zdaj, zdaj takoj po predstavi, pa vem, da so bili njegovi kolegi na odru, pa nisem hotel zdaj tam začeti, sem iskal način, pa tam v taki situaciji, sem iskal način, kako bi se izvlekel in sem rekel, veš kaj, Polde, jaz moram tole predstavo prespati. On me pogleda pa pravi, no, Matjaž, jaz sem imel glih kar.
In mi je dal takoj vedeti, da ni treba nič uvinkart, ni treba se nič delati, ne. Jaz sem bil lihka. Kakšna legenda. To je pa dobro. No. Ja, drugače so pa ta razmerja življenja umetnost so kar zanimiva. Ja, mislim, ker dejansko, zdaj tudi to, sva rekla, umetnost kot ventil, ne, recimo, imaš dolg teden, dolg dan, greš v gledališče, ipak z neko idejo, da boš se sprostil pa odklopil, ampak a lahko umetnost tudi stresira, oziroma nudi neko, mislim, teme, ki se obravnavajo, niso tudi samo lepe in predstave so lahko tudi težke. Absolutno. In a je to, kako se recimo izbere, zdaj mogoče, če se tukaj premaknem na zadnjo predstavo, še vedno Alice. Jaz se spomnim, mislim, da je dobro leto nazaj, ko si mi ti rekel, da si izbral ta tekst, in če bi jaz tudi kot medicinski svetovalec sodeloval, in sem bil seveda zelo navdušen, ampak sem pa tudi pomislil, v bistvu sem na nek način enako reagiral, kot so založniki, ko je ta avtorica romana Lisa Genova s tem tekstom še vedno Alice pristopila k njim. Ne? To je besedilo za tisti, ki ne vejo, o eni vrhunski znanstvenici, ki jo pri 50-ih, kako je stara, ne? Ja. Alzheimerjeva bolezen z zgodnjim potekom prizadene. Ja. In cela zgodba je o tem njenem v bistvu kognitivnem propadu, vplivu na družino, mislim, grozljivo pretresljiva. In jaz sem isto pomislil, ko si mi ti govoril o tem in tako navdušeno, da boš to delal in kako je to dober tekst, sem pomislil, super, no, ampak mislim, kdo bi si to želel iti gledati, ne? Kdo bi želel iti v gledališče na recimo po dolgem tednu in gledal, kako ena mlada vrhunska strokovnjakinja počasi kognitivno propada, kako to na njeno družino vpliva, ta žalost, ljubezen, kompromisi. In Lisa Genova, tudi ko je napisala ta tekst, so ji baje rekli te založniki, veliko njih, da to v bistvu nobenega ne bo zanimalo, razen mogoče nevrologov. Ne? In potem je seveda šla v samo založbo, knjiga je eksplodirala in potem so jo prevzeli. In zdaj, kako se ti recimo odločiš, no zdaj bi pa jaz delal en tekst, ki bo pretresljiv, ganljiv, močen, na nek način žalosten, ki bo ljudem vzburil nek stresni odziv, ampak to bi rad delal, v tem, ne vem, imam neko veselje, ali kako to... Ja, to je zelo ključno vprašanje, ne, sej, če začneva pri prvem vprašanju, zdaj, a gledališče lahko stresira, ne? Mislim, kakšen učinek ima gledališče. Seveda gledališče ima zmeri učinek na gledalca, ne? In to zelo močen. Ne? Iz zgodovine je znano, da so recimo zločinci priznavali svoje zločine med gledanjem predstave. Ne? Ja, se to tudi Shakespeare uporabi v Hamletu, ne? Klaudi gleda Mišolovko, ne? In učinek je pa seveda lahko zelo različen. Ne? Gledalec je lahko pretresen, lahko ga razburaš, lahko ga spraviš v jok, v smeh, lahko ga intelektualno vznemireš. V bistvu je pa, lahko je pa seveda tudi stvar dolgočasna in negledljiva, tako kot smo se prej pogovarjali. Ja. To je, mislim, tle več pravzaprav nivojev. Zdaj, najbrž je osnovna, jaz pravim, dilema v tem, vsako stvar lahko narediš na dva načina, zanimiv pa nezanimiv način. Ne? Zdaj, pri Alice je pa seveda specifična situacija, ne? Ker je bilo treba k temu študiju po en stran pristopiti dosti natančno v strokovnem smislu, zato sem te tudi povabil k sodelovanju in sem zelo vesel, da si lahko to vabilo sprejel. Ne nazadnje ti moram povedati, da so bili igralci zelo navdušeni nad tavo. Ja, to mi je pa res... In to je kar kompliment, veš, ker igralci so pa v tem smislu zelo iskreni in zelo direktni. Aha. Mislim, nimajo pa čisto nobenega problema, ker so prevelike stave, oni bodo stali na odru, ne, in povejo stvari, ne, tako da, in mi je celo ena igralka mi rekla, da bi mogel biti v bistvu predavatelj, ne. Ja, kako lepo. Ne, ampak skratka, to je bil ta strokovni del, ne, kjer si nam tudi pomagal, ta predstava ima svojo genezo, ima svoje simptome, svojo klinično sliko, pa tudi nek način medicinske obravnave, ne. To je treba poznati, en prizor se dogaja pri nevrologu. Po drugi strani pa seveda neka odgovornost, veš, če delaš tako temo, ker ta tema pa le ni plod domišljije, ampak se z njo pravzaprav na dnevni bazi srečujejo, mnogo ljudi srečuje, ne, in doživljajo hude stiske okrog tega. Ne. Tako da
Seveda pa tudi vse to skupaj še ni dovolj, če stvar ni povezana v zgodbo, ne? Ker na koncu je pa v umetnosti zgodba najkrajša razdalja med človekom in resnico. Krajše ni, po moje. Ne? Seveda je po gledališču zgodba lahko tudi kozarc vode, ki pade z mize. Ne? Ni nujno, da je to samo literarna zgodba. Tako da s tem smo se veliko ukvarjali in je bil pravzaprav en zanimiv študij. Veš, seveda gre tudi za neko osveščanje o bolezni, ne? Ker ta bolezen ima neko določeno, neka zagatnost okoli te bolezni, ne? Zlasti, če zboli mlajši človek. Ne? Ja, ker veliko za demenco, kar sicer ni isto kot Alzheimer, ampak vseeno, za demenco veliko zbolijo starejši, ki so že tako nekako umaknili na nek družbeni rob. Ja. Če pa zboli nekdo, ki je tako rekoč na vrhuncu kariere, ne? Moža, 2 otroka, znanstvene kariere, ne? Se pa zelo hitro pojavi ta stigma duševnega bolnika. Ne? In seveda v tem smislu taka predstava lahko osvešča, ampak paradoks je v tem, da osvešča, če pritegne tudi ljudi, ki s to boleznjo nimajo neke posebne izkušnje ali pa nimajo nekega odnosa do tega. Ne? Če ti to uspe, potem si mogoče kaj naredil za osveščanje v tej bolezni. Absolutno in predvsem se mi zdi, da je prva zelo dodana vrednost je besedilo, ki jo je vseeno napisala nevroznanstvenica in je zelo mislim, je dejansko se vidi, da obvlada, ne, tudi poteke in to, in druga je pa pač, če je zasedba tako fantastična, kot je v drami in tudi Polona Juh v glavni vlogi, res to mene je tako prepričala, pa smo delali skupaj tudi na vajah pa to, ampak potem, ko sem videl premiero, to je noro, ne? Kako prepričljivo je ona se v bistvu v tej uri in pol spremenila, ne? Brez nekih mask, brez da bi jo vzeli za 2 uri ne vem, spremenila se je, namazala vse. Kako ona zgleda na koncu 20 let starejša, po obrazu, po mimiki in mislim, res to ena predstava, ki jo tudi, mislim, nepristransko, čeprav sem podpisan kot sodelavec, zelo priporočam za ogled. Moram ti pa reči, če lahko priznam, tisti petek, ko smo šli na premiero, jaz sem še v soboto, sem bil pa pol zjutraj na urgenco razpisan, da ko sem pa hodil v gledališče, sem si pa rekel pismo, kako bi zdaj meni pasal iti gledati nekaj, da se iz srca nasmejim, veš, da se odklopam, da se sprostim, ne, zdaj bom to gledal, pa bo tako močno pa to, ampak zdaj bom tam joku. In pol te to nekako, pa je bilo pretresljivo in res te pretrese, ampak kako te lahko nekaj tazga tudi se dotakne, to sem ti tudi rekel po premieri, da sem tja grede še razmišljal, bogi jaz, ki moram jutri, ne, zdaj še delati, pa sobota je, pa pozen bom, ki bo to, ne, pa vse, pa ne bom spal. In potem te ta umetnost, ki se te tako dotakne, te v bistvu na nek način resetira v glavi. Ja. In po premieri se je meni zdel, mislim, tako čisto sem bil prvič prisoten, ne, v trenutku je dobra predstava, se mi zdi, si totalno čuječ, si prisoten in jaz ne vem, kdaj sem nazadnje gledal tako strjeno predstavo, kot sem gledal to in si v tem trenutku in meni sploh ni več, ne, in to je recimo ena stvar, ki se je, ne vem, kako bi prevedel, ne, angliška beseda je A-W-E. O kot zaprepadenost, ne? In tudi en ameriški psiholog Dacher Keltner je napisal knjigo, ki se imenuje O The Science of Everyday Wonder, se pravi kot znanost vsakdanjega občudovanja, kjer on pregleda te čisto znanstvene članke in raziskave o tem, kako ti lahko opazovanje nečesa večjega od tebe niža stres. Ne, da človek si neke svoje težave izbere, recimo meni je bil jutri moram vstati, pa ne vem, moram naročiti tisti del za avto, pa spet zamujam z tistim neke malenkosti, ne, in to je zdaj cel moj svet. In s tem, ko ti gledaš recimo neko zvezdnato nebo, neko mogočno goro, naravo, vidiš nekaj toliko večjega od sebe, da ti da perspektivo na tvoje težave in nisi več toliko izoliran. Občutek imaš, da si del nečesa večjega. In mislim, da to tudi umetnost lahko naredi. In to je meni naredila tale Alice. Ne. Jaz sem po koncu predstave, kam je skrbelo, da bom jutri mogoče malo utrujen, prišel ambulanto za par ur, ne, ob tem, kaj obstaja v svetu, bolezen, ljubezen, ne, umiranje. Mislim, to, kar mi je pokazala tudi ta predstava, to neskončno, tudi ta lep konc, ki je, ne, ko se pač vseeno vidiš, kako se povežeta, se to pač ne bom nič povedal naprej, ampak pretreslo me je na način,
da mi je ogromno enih težav, ki so mi vladale kot najpomembnejše na svetu v tisti glavi, zreduciralo na neko minimalno raven. Veš, kaj je to jutri budilka? Jaz imam delujoče možgane, jaz imam družino, in ko gledaš, kako se v resnici ta partner od Alice na nek način poslavlja od nje, ker ne veš, kdaj bo demenca napredovala do točke, ko bo človek, s katerim si živel in ki ga obožuješ, ne bo več ta človek, te to res, mislim, tako te zadane in sem bil prav hvaležen te izkušnje potem na koncu, bolj kot bi bil v kakšni komediji mogoče. Ja, super, sem zelo vesel tega, kar si povedal. Meni osebno se zdi najbolj pretresljivo pri tej zgodbi, namreč Alzheimerov bolezen uničuje možgane, kognitivne sposobnosti, s tem pa v bistvu izginja spomin. Spomin je pa nekaj, v čemer je v temelju prepletena človekova eksistenca, tako na osebnem, intimnem, kot na družbenem nivoju. In to izginjanje, še pred koncem, je nekaj zelo presunljivega. In seveda, treba je povedati, se strinjam, Polona je izjemna v tej vlogi. Ampak še teže je pa sama naloga, ki jo je imela. Namreč ona v 2 urah igre enkrat ne zapusti odra. Igra je precej zahtevno zapisana za teater, ker je po eni strani serija prizorov, ki se dogajajo v 3 letih na zelo različnih prizoriščih. In zlasti v prvem delu so to krajši prizori, ki sami za sebe še nimajo neke dramske teže, jih pa rabiš za informacijo zgodbe, in jih je bilo treba povezovati v neke sklope, hkrati pa obdržati občutek za čas, ampak Polona pravzaprav je vso transformacijo lahko delala ves čas neposredno pred gledalcem, pred odrom. In to ni samo psihično, na nek način tudi fizično in tako naprej. V tem je ta njena, ker je seveda predstava poleg tega objektivnega, oziroma že tekst, pogleda od zunaj, je tudi, ima nek uvid v ta notranji mentalni svet. Ta mentalni svet pomaga uprizarjati Maja Sever, ki je tudi zelo dobra v tej predstavi, izvrstna. In tudi ostali igralci, glavni igralec je težko boljši od predstave. Te predstave so tudi svoji igralci, seveda je pa naredila izjemno vlogo. Meni se zdi tudi, če lahko rečem, režijsko izjemno zahtevna. To si res to, kar si zdaj opisoval, kaj mora Polona tudi delati med samo igro, in seveda mora biti režiser tisti, ki koncept zamisli, in tukaj si seveda izkazal, mislim, svoje izkušnje blazno. Tako, nisem dvomil, da boš, glede na to, koliko si že dobrih stvari naredil. Ti si tudi, če jaz prav vem, da pohvalim še jaz očeta, mislim, da najbolj uprizorjen slovenski dramatik, da bom prav to v besedo v tujini. Ja, v Evropi, med najbolj ogromno tekstov ima uprizorjenih Ewald Flisser, on zlasti tudi je uprizarjan v Aziji, v Afriki in tako naprej. Ne vem, če sem največkrat tam, nekje tam, 30 primer sem imel, oziroma malo več, blizu 40 po Evropi. Ja. A pa to, mislim, ker se ne spomnim, da bi zelo tako a si šel kakšno tudi v tujino potem gledati, to najbrž je tudi svoje vrstna izkušnja. Pravzaprav ne veliko. Šel sem na neki teh primer. Vladimir je najbrž bil zelo velikrat igran. Vladimir je bil pravzaprav največkrat igran. To je zanimivo, kako se je ta zgodba z Vladimirjem začela. Takrat nisem imel nobenega agenta in tako naprej. Takrat je igra zmagala na Grumovi nagradi, mislim, dobila Grumovo nagrado. Bila tudi sicer 10 let kasneje za maturo. Ampak takrat na začetku je bila prevedena in se je znašla, verjetno eden od naših dramaturgov vnesel na nekem gledališkem simpoziju, in tam je bil en kup enih tekstov na mizi. In tam na vrhu je bil tudi nekje ta Vladimir preveden, in je ta intendant luksemburškega gledališča 5 tekstov vzel z vrha in pa je šel domov. In je prebral in se je navdušil nad Vladimirjem. Tako se je. Polka se je pa zgodila prva prizoritev, je pa stvar stekla. Mislim, pred tem Vladimirjem je bilo zanimivo predvsem to, kako je vzbujal različne odzive. Kako so ga različno brali pravzaprav. Če povem, pravzaprav preprosta, realistična igra na nek način. Mogoče samo v parih stavkih, če poveš, o čem gre za tiste, ki ne poznajo. Pač 3 mladi, 3 prijatelji, fant pa punca sta par, pa njun prijatelj živijo v nekem malo večjem stanovanju, kot podnajemniki, imajo pa še eno prosto sobo in iščejo še nekoga.
In potem si izmislil neko audicijo, tako malo za hec, in na to audicijo pride en starejši gospod po imenu Vladimir, bivši varnostnik. In zlasti ta Aleš se nekako navduši, to je en od teh treh fantov, teh treh ljudi, se navduši nad njim, predvsem zato, ker malo išče očeta, on je zelo zgodaj izgubil očeta. No in potem se seveda ta Vladimir useli in na začetku blazno pomaga, skozi sodeluje, ampak hkrati in pa začenja nekako življenje urejati po svoji podobi. In to počasi pripelje do nasilja in tudi na nek način do tragičnega konca. No, ampak hočem to povedati, da je pa recimo v Franciji kritik napisal, da je igra kritika stalinizma. Takrat se je pa tudi nek ameriški producent zanimal za ta tekst in sem dobil nek dopis, kjer je pisal, da vidi to igro kot kritiko ameriškega patriarhalnega očeta desničarske provenience. Se pravi, dva popolnoma možna različna. Veš, in pol v bistvu vidiš, da se ti, jaz bi seveda lagal, če bi rekel, da sem, ko sem pisal, imel vse to v glavi. Ampak očitno se neke stvari, veš, zapiše tako na nezavedni ravni, in v bistvu obstajajo v tekstu. In to je bilo zabavno. Sej, vrhunski teksti, pa nočem zdaj primerjati sebe, pa recimo Shakespearea ali pa kogar, ampak te vrhunski teksti, recimo zlasti Hamlet, je tak, da izmeri znova na nek način sodoben. Jan Kot je napisal, da je kot gobal, kjer koliko čas ga postaviš, bo zmeril v srku vso sodobnost. Prav, da je nek ta moment. Zdaj, kaj pa tisto, kar to počne, to pa pravzaprav ni nekega recepta, se mi zdi. Se mi zdi, da je težko tudi meni bilo pred Vladimirju pol čisto izven zanimivo ta koncept, seveda vse se spreminja in vsi odraščamo in se staramo in vem, da si mi ti enkrat govoril, da to, kot si zdaj rekel, se useli en starejši gospod. Povej, koliko je Vladimir star v tekstu. Ja, mlajši od mene. Ker si mi enkrat rekel, da ko si pisal, se ti je zdelo neki 50 let, to taka visoka. Mislim, da je 52 po tekstu. Ja, se ti je zdelo tako visoka starost, tako gospod. Tako sem ga gledal, da mora biti še dosti fitno, ker ta fizična njegova moč je kar važna. To ni starček, ni pa mladenič več. Ne, to je tudi pretresljiva. So ga pa tudi igrali različni, so bile, gledal sem nekaj predstave, mestne na Poljskem, ga je igral malo starejši, skoraj bo njihov vrstnik, so celo predstavo tako obrnili. Tako da te interpretacije so različne. Ja, to je zanimivo, koliko različnih ljudi različno gleda na predstavo in še ena poanta mi je tukaj pri Vladimirju zanimiva. Vmes, ko se že malo nakazuje, da je on tako na nek način, ni zloben, ampak je nek manipulator, imel je kontrolo celo življenje, ima neko moč in to začne počasi izražati. Je ena situacija, ko on, mislim, da tej punci večkrat reče, da mora kupiti za kolo tketno, da mora zakleniti kolo. In ona pusti me namirne, ne gre že na živce, nekaj mi težiti in par dni kasneje ona pride, ukradali so mi kolo. Kao, da je Vladimir imel prav. In vem, da jaz sem bil takrat, ko si bil ti pol za maturo, je bil ta tekst tudi na moji šoli, na gimnaziji Šentvit. In ko je bilo, zdaj pa še vprašanja iz publike in prvo vprašanje je bilo, a je Vladimir ukradel kolo njej, in si rekel, da to več ljudi vpraša. Ker to se ne razčisti, pač on je govoril, kupi ketno, ona ni, kolo je zginilo, zdaj, a je on tak, da bi, a veš... Zdaj hočeš, da priznam, Ne, všeč mi je to, a veš, kot neka čisto, v bistvu minimalna stvar v tekstu, ampak kako človeka začne se na neko tako stvar fokusiraš. To je pa itak, se mi zdi, da dramatika je zelo v tem. A veš, dramatika mora tudi ta prazna mesta puščati. To se mi zdi tudi razlika med dramatiko in recimo romanopisjem. A veš, v romanu tisto, kar ni napisano, pravzaprav ne obstaja. Drama je pa pravzaprav vrh ledene gore. V drami so lahko tudi stvari, ki niso ubesedene, ampak so nekako prisotne kot potencial gledališkega dogodka. Harold Pinter ima za tišino 3 izraze. Tišina, pauza, premolk, recimo. Dramatika je v bistvu mejna oblika literature, zato mi je tako blizu. Po eni strani je v literaturi, po drugi strani je pa že gre tipa v gledališče. Gledališče je pa seveda zmeri uprizarjanje. Je igra, tako kot je seveda
Mislim, sam igra je seveda nekaj univerzalnega, nekaj splošnega, igrajo se tudi živali, ne? Ne? Uprizarjanje pa upelje ta kognitivni moment, ne? Stvari morajo dobiti nek določen smisel, ne? Spravljaš jih v nek red, ki ga pa igralec pravzaprav na odru potrebuje, ne? Jaz večkrat rečem tudi študentom, da si lahko v življenju prvoščem, pa rečem, kdaj ne vem, zakaj živim, ne? To, pa bom si živel naprej, ne? Pa enkrat stojiš na odru in sam veš, kad si stal že na odru, ne, v teh super predstavah na medicinski fakulteti, in če si v tistem trenutku, ko stojiš na odru, rečeš, ne vem, zakaj sem tukaj, greš lahko sam še dol. Se pravi, potrebuješ nek ta red, nek smisel. Ne. Če pa seveda umetnost, neka diagnoza časa, neka umetniška diagnoza časa. No. To je absolutno res in meni je ena najljubših citatov, tako mi je od Winstona Churchilla, ki so ga vprašali med drugo svetovno vojno, če bo rezal sredstva za kulturo, ne, ker je kriza, in je rekel, zakaj se potem sploh borimo. In v luči teh kriznih časov in to, kako je pa zdaj izgledalo, ne, se pravi, imeli smo COVID, kar naenkrat je bilo zaprimo, zdaj vse, kar ni absolutno nujno, ne, delo od doma, maske, in zdaj gledališče se je znašlo v neki stiski. Ne. Ja, res je. No. Mislim, kar se tega covidnega obdobja tiče, se zelo strinjam s tem, kar si napisal v sivi coni, da je bila to, ni bila samo medicinska kriza, ampak tudi kriza vrednot, empatije, nekega temeljnega odnosa do načina obnašanja in tako naprej. Je pa treba povedati, ne, da je gledališče bilo zelo pod udarom teh ukrepov. Ne. Veš, namreč, kaj je bistveno? Tukaj je gledališče zelo trpelo, ne. In se še zdaj ni popolnoma izvleklo iz tega, ne, se mi zdi. Namreč, bistvo gledališča je ta neposreden živ stik gledalca z igralcem oziroma s predstavo. Ne. Mislim, to je največja prednost gledališča. Se spomnim še 20-30 let nazaj, ko so se začeli ti novi mediji, ko se je začel video, pa potem internet, se je večkrat napovedovalo, da bo to zaton gledališča. Pa se je zgodilo nasprotno. Tist, ki je prišel v krizo, so bile kinodvorane. Tako je. Ja, kinodvorane so bile prazne, ker temu to popolnoma nič ne vpliva, ne, na pa doma gledaš in ampak pa ne moreš več, ne, v živo priti v gledališče, ne, je pa zaradi kriza, in potem smo seveda gledali preko Zoomov, ne, nekaj smo seveda to gledališče lizarsko šipo, ne, vse dole smo lizarsko šipo, če temu to rečem. Ne, in to si kukar ni substitut za živ teater. Tako da je bil porkel Deliverance, ko se je spet odprlo in ko so šli ljudje spet nazaj v teater. Se pa še zmeri, se mi zdi, gledališče bori, da se vrne nazaj vsa publika. Ne. Neke stvari so se tam spremenile, tudi te generacije, te covidne generacije, ne, ki so imele. Tako da to je bila, za teater je bila to kar huda kriza. Ja, se spomnim, ker pa so en kup kompromisov je bilo, pa ne vem, kaj ste imeli vaje v maskah, pa te brise, pa pol tih dodi tak zboli, pa pa ti odpade vse. Neke ideje so bile, ali je bilo to pa resno, da je bil prav kot neka pregrada, pa tudi med živo publiko. Nekaj se je poskušal. Mislim, ena stvar mogoče je bila pa vendarle dobra, ki je še zmeraj ostala. Ne. Veš, včasih je bila navada, da je igralci bolan igral. Ne. To je redko, mislim, jaz poznam tudi na mojih predstavah, so igralci prišli na predstavo, smo je 40 vročine, ne, kar je bilo seveda grozen po mojem, ni zdravo, ampak to je bila zadnja stvar, da bi igralec pustil, da predstava, tudi teater, ne, pritiskal, zdaj temu ni več tako, ne. Zdaj so šle stvari celo včasih v drugo skrajnost, so šle nekaj časa pol v konj, ne, pa če en dvakrat zakašljal doma, klice v teater, ne počutne se dobro, so šli ljudje domov, ne. To je pa malo druga skrajnost. Ne. Ampak generalno se mi zdi pa prav, da se je ugotovil, da pač bolan ne moreš igrati. Ne. In to je mogoče taka pozitivna izkušnja. Ja, veš, to se je pri nas podobno zgodilo. Tudi, pri nas je pač drug problem, ni to, da zdaj, če ne bom jaz prišel, bo ogromno ljudi šlo domov, ampak v naši službi, v zdravstvu, recimo na infekcijski kliniki, ti ne moreš ožati aktivnosti. Ne. Tisti ljudje, ki pridejo, morajo dobiti oskrbo, če so bolni, to je lahko 10 ljudi, 20, 50, odvisno od gužve,
In seveda, če zdaj 2 od kadra zbolita, to ne pomeni, da bo zdaj 20% ljudi šlo domov, ampak bojo preostali uslužbenci prevzeli toliko več. Ne? In si vedno imel tisto, sploh za dežurstva, nekako občutek, da zdaj, če vmes doma, bo nekdo, ki je imel danes nekaj splaniran, mogo biti še 16 ur v službi in te to pač pol si raje šel, pa si se na filu zdravili, pa imamo še to bonus, da si lahko v službi spustiš infuzijo, ki si ti ne moč, če je res hudo. No, ampak zdaj je pa res prišlo do tega, da tudi meni recimo, jaz rajš, ne vem, poberem še 3 dodatne sobe bolnikov, pa ful več delam, če je nekdo zbolel, da on ostane doma, ker vem, da tudi jaz želim brez slabe vesti ostati doma. Ne, to je bila absolutno pozitivna izkušnja, no? Da pač ljudje zdaj, če zbolijo, zbolijo, tudi če si malo bolj prehlejeni, pametno, da tako. Pa tudi ne moreš dobro igrati. Ja, zdaj, kaj pa me zanima zdaj za naprej, ne? Kaj je zdaj plan tvoj? Vem, da se bo, to ne razumem, če se bo Drama prav ta stavba prenovila, ali se bo podrla, pa na novo zgradila? Ali... Na tem mestu se bo prenovila v celoti. V celoti, ja. To je tako, kot bi bolj zahtevno, kot če bi. Ampak bo tudi ena tvoja predstava še bo pred tem v Drami, ne? Ja, to je pa, tega sem bil pa prav vesel, sem kar počaščen, ker bom zaključil to zgodovino Male Drame. Ne. Mala Drama je bila zelo pomembna, prostor, ne, že v prejšnjem stoletju, tudi v tem, zlasti v obdobju, ko je bil direktor Drame Janez Pipan, je ta postal neko žarišče, nek prostor, tudi neke gledališke raziskave, novi teksti so se igrali. Tako da sistem to čas, da bom prizoril čez 1 leto približno, pa čez zadnjo premiero v Mali Drami, mojega zadnjega dramskega teksta z naslovom Te igre bo konec. Malce simboličen naslov, ki je bil pa igri dan še pred tem vabilom. Tako da nima veze s tem. Ja, se tudi ta tvoja knjiga, ki je šla na zadnje, ki ima naslov Zadnje drame. Je tudi tako, kaj zdaj zadnje? Tvoje najbolj zadnje ali tvoje zadnje? Resno sem razmišljal, da ne vem, če bom izdal še kakšno knjigo dram. Po drugi strani so pa to zadnje drame, ki sem jih napisal. Ja, vse tako, da se ne zavežeš se ničesar. V nobenem primeru se ne bom zlagal. A se režiserji sploh daj zares upokojite? Če gledam, tudi recimo omenil si Mileta Koruna, seveda. On je dolg časa režiral, mislim skoraj do... Veš, predvsej, veliko je odvisno od kondicije, od zdravja. Zdravja, tudi fizičnega. Ja, predvsem tudi to, tudi fizičnega. Namreč to je v fizičnem smislu zahtevno početje. Ja, absolutno. Jaz se spomnim tudi v mladosti, ko si režiraš kakšno komedijo, si po vaji moker, greš po tuš, mislim, to je... In je tudi ogromno tega organizacijskega dela, veš, režiranje predstave, mogoče 70-80% je organizacija, sestanki, delo, tisto ustvarjalno, tiste najljubše, ampak tiste najmanj. Se pravi, ta prostor. Tako da, včasih pa seveda tudi se mi zdi, da rabiš malo počitka. Ja, tle vidim spet ogromno enih, tudi odkar se malo več z umetnostjo ukvarjam, vidim ogromno usporednic z našo službo zdravnika. Eno je tudi to, da bi tudi jaz najraje delal samo medicino in se ukvarjal, katero zdravilo, kateremu bolniku, katera preiskava in zraven pade neskončno organizacijskih zadev. Ni prostora na oddelku, vrsta za CT trebuha, ne morem dobiti ta teden, v lekarni zmanjkalo antibiotika. Veš, in zdaj moraš ti tle delati kompromis tega, kar veš, da je treba narediti, pa kar lahko narediš. In vmes iščeš tisto medicino med vsem tem, kar v tujini imaš recimo ljudi zaposlene, v Ameriki imaš clinical officer, recimo je prav neka služba, ki on naredi vse, pregled, to in zdravnik samo prije noter da roko in odredi terapijo, tisto najbolj pomembno. Tukaj je še ena mogoče usporednica, ki sem jo prej zaznal v pogovoru, pa nisem omenil, je en dober izraz si uporabo glede tega, da greš v tujino zato, da začneš ceniti ta kastracija, da ceniš slovenski. Da se odmakneš od nečesa, kar ti je zelo blizu, in potem za nazaj ugotoviš. No, to, ker pri nas ste veliko krat, sploh med študenti, pa bolj tem naivnih letih,
se gleda tako, ja, tle Slovenija, to so težave, ne, zdravniki, to bogi, reveži in to, ampak le Švica, Nemčija, Amerika, mogoče pa lahko gremo v tujino delati, pa bo veliko denarja, pa bom pomemben. No in potem greš na kakšno izmenjavo in vidiš malo ta sistem in spoznaš, da je tukaj ogromno lepega, ne, in kako je v Švici, recimo, konkretno mi je nek starejši specialist povedal situacijo, ne, da je bil bolnik z infarktom, je bil pač v čakalnici in je prišel ven ta kardiolog do njegovih svojcev in jim je začel spraševati, če si lahko privoščijo stent. Se pravi, a bojo zdaj njega vzeli, mu dali opornico žilno, a bo to plačano, ne, to moramo razčistiti zdaj, ne, preden se take stvari, ne, in se mi zdi, da pol vidiš, da ni samo zelena trava. Res je, ja. In tretja usporednica to, kar sem te zdaj vprašal, da tudi pri nas kakšni z leti napreduješ, boljši, ker si tudi boljše delati, imaš tudi neke bonitete in kakšni profesori naši upokojeni hodijo še na, recimo, klinični center, na kliniko in vodijo raziskave, predavajo, ne, tako težko se čisto umakneš, ker je tak velik del tebe. Predvsem gre za ta fizičen moment, se mi zdi, ker jaz mislim, da je nujno, da ljudje, ki so sposobni, ki so modri, ne, ki imajo znanje, da nadaljujejo. Mislim, tudi na univerzi moraš imeti pokrite vse, mora biti mladi, čim več asistenti, rabaš pa tudi ljudi z izkušnjami, z neko modrostjo in tako naprej. Je pa sprav pri režiji je pa pomemben ta fizičen moment. Veš, ko je človek mlajši, tudi več stvari zdrži. Prej, ko si omenil to London, ne. Ja. Veš, jaz se spomnim, jaz sem takrat, ko sem šel na to šolo, sem šel v bistvu gor bolan, ne. Namreč bolan, imel sem operacijo slepiča in kasneje se je tudi neka alergija pokazala, oziroma sem jim postavil diagnozo celiakija, celo kasneje. Ta alergija na glutene. Ampak pazi, jaz sem prišel na to šolo, itak sem zamudil par dni, ker sem imel plačano, seveda sem hotel delati, ne, in sem prišel, padem na neko uro, kjer je nek mentor učil antično gledališče oziroma nek fizičen način vstop igre v to področje antike. Ne. Vem, da se je cel razred tam skakal, kot se petal po podu, tatam. A veš, in jaz se takoj pridružim in se takoj opazim, da me vse boli. Ne. Nisem hotel povedati. Ne. Nisem hotel povedati in sem pa tako, kot en baletnik hodil med njimi. Veš, ker so oni se petali in je ta mentor mislil, da ga zezam. Ne. In je pa blazno jeza nam. Jaz sem bil pa tok, da nisem hotel priznati, da me treba boli. Ne. Nisem hotel povedati, da imam še zmeraj te posledice te operacije slepiča. No, pa sem imel pa srečo, da sem pa pri eni drugi profesorci, tam smo veliko igrali, namreč sem dobil pa vlogo enega priseljenca italijanskega v eni ameriški igri, View from the Bridge, mislim, da je to prevedeno Pogled z mostu od Arthurja Millerja, tak je živel z Marilyn Monroe. Tam sem igral pa z eno Američanko in tega italijanskega izseljenca sem pa je genialno odigral, ker mi je ta naglas pomagal tudi, veš, pa ta moja jeza, ker sem jo takrat do sebe, pa do tega tribuha svojega, pa do vsega, ne. Tako so bili pa popolnoma navdušeni in pol me je tudi ta gospod začel malo drugače gledati. Drugače so bili pa seveda tudi zanimivi pedagogi takrat zelo, recimo Martin Enslin je predaval absurdno gledališče, to je največji teoretikov absurda v 20. stoletju in tako naprej, tako da je bilo več teh. Ampak ta fizičen moment, takrat, veš, lažje to počneš, ne? Ja. Teater je pa fizično delo, no. To je absolutno. Ampak tudi v teatru imaš pa mesto za neke starejše igre, mislim, se moraš imeti cel ansambl. Ne samo, da je mesto, tudi moraš ga imeti. Mogoče je v tem trenutku celo neka kriza, ne? Ker se mi zdi, da te veliki slovenski starejši igralci, Boris Kavaca, Radko Polič in tako naprej, Bine Matoh, ne bom našteval naprej, no, ker jih nekako ne igrajo več, ne, in se mi zdi, da je neka praznina ratala, neka praznina, ne, da je kako se bo napolnila, kdaj, ne vem, ampak to je gotovo nujno in je gotovo potrebno. In če takega človeka uspeš dobiti v teater, magar za eno predstavo, je to velika zmaga. Zdaj sem se spomnil, ko si govoril o tej trebušni bolečini in o tem eno super sceno iz te serije Prijatelji, ne vem, če si kdaj to gledal. Je en od njih, en od njih je tako kot nek igralec, ki mu sicer ne gre zelo dobro, no, pač tako bolj išče te manjše vloge in pa ga vzamejo za nekega bolnika, ne. Da njega bojo pripeljali na oder, na postelji in on bo ki umira, ne, in pa bo zdravnik, ves dialog gre mimo njega, on samo more biti, ne. In res, pripeljajo njega na postelji, on zdravnik pravi, ta človek umira in ta naredi in on režiser, ne, da to ni prepričljivo, da je malo drugačne, gremo dol. Ga pripeljajo drugič gor, ta človek umira, on spet, pa dej, noben ti ne verjel, ne, on še 4-krat proba ta zvok narediti, ne, in pol sam vidiš unga režiserja, ki dobi idejo,
naslednja scena pripelje od tega gor. Ta človek je mrtev. Preskočil cel ta in je samo mogel lerati in biti tih. In je to ta neka improvizacija v gledališču. Ne, pa veš, to je res, ne, veš, ampak dobre komedije velikrat hodijo po tem robu. Ne. Veš, veš, da je na eni strani je smeh, je zabava, ne, na drugi strani je pa v bistvu katastrofa. Ne. Veš, tudi če pogledaš recimo Tartifa, ne, veš, to je ena zabavna igra, se smeješ, ampak vse vodi v katastrofo. Ne. Veš, on se, ker se tako pač temu odnosu ne može drugače reči, kot da se je zaljubil tega Orgona, ne, in tega hinavca, vsiljivca, svetohlinca, ne, ki pride not, ki se hoče poročiti hčerko, zapeljuje ženo in tako naprej. In on tega ne vidi in mu da vse svoje premoženje in na koncu družina skrega in vse pelje v katastrofo. Ta igra bi se lahko končala kot čista tragedija, ne, če ne bi v enem prizorčku Molière vse obrnil, temu se v teoriji reče Deus ex machina, ne, in pride odposlanec, ne, vemo od koga, od njegovega mecena, ne, ki je bil pa Ludvik XIV, ne, in brez, če ga ne bi Ludvik XIV branil, ne, potem on seveda teh iger ne bi Molière ne bi mogel prizarjati, ne, in on sam pride na oder in reče, ampak ni tako, kot zgleda, ne, oziroma kralj ve, da je v bistvu on slab, vi ste dobri in to je to. In to je to. In se igra konča srečno in ljudje ploskajo. Veš, hočem reči, ne, da je ta, in tudi sodobna umetnost se mi zdi, da skozi hodi, vsaj ta, ki mene zanima po tem robu, no, smešnega in resnega. Ne. Veš, stvari niso več samo smešne, pa samo resne. Ne. Velikrat se te stvari prepletejo, kar imaš konec koncev že v dramatiki absurda pri UNESCO. Ne. Tam pravijo, da se smeješ zato, da se ne bi jokal, pri čemer je pa seveda ta tragika povezana z govorom, ne. Tragika govora. Smeješ zato, da ne bi jokal, to je dobro. To se kdaj tudi v kakšnem težkem dežurstvu. Ja, to je. Tudi to, kar me vprašajo, kako lahko recimo, tudi konkretno v moji knjigi o času pandemije, o smrti, v bistvu groznem času, kako je lahko toliko humorja not. Mogoče bi s tem odgovoril, ne, da se kdaj smeješ zato, da se ne bi jokal. In se mi zdi, da to je nek ventil, ki je nujen. Ja, in jaz sem imel iste trenutke, ko sem tvojo knjigo bral. Res, to zelo iskreno. Momenti, ko sem se smejal in hkrati mi je zelo močno teščalo v želodcu. Lepo. Če bi lahko eno stvar prenesel iz gledališča v resnično življenje, bi bila po moje ta Deus ex machina, to bi res kdaj pasal, se mi zdi, da ti gre vse v neko smer grozen to in pa samo en pride, ne, to ni, to je, a veš, vse je v redu in te v sekundi obrne, ne, ampak to sem ena stvar, ki sem se jaz med študijem naučil, ko smo začeli imeti vaje, to se spomnim, sem si rekel, da stvari se ne zgodijo v življenju samo zato, ker si želiš, da bi se. Ja. In to sem si rekel enkrat, ko sem se učil imati to kri iz arterije, ne, ker moraš pač zbost človeka in boleča preiskavajo, obenem pa boljši, ko si, boljši je, ne, ker zbodeš enkrat, najdeš takoj, gremo v konc. Ne. In sem to pač vadil in pa so me poslali to vzeti enemu pacientu, ki je bil malo zahteven, ne, skozi je, kaj me spet zbadate, a bo bolela, boste hiter. A veš, in jaz sem bil tako, sam da bi njemu zadev, ne. In valjda sem 3-krat falil, ne, on me je nazjal, ampak takrat sem si rekel, lej, to, da jaz želim, da bi to ratal, ne bo, ne. Moram si fajn zatipati, moram si vzeti čas, moram se skoncentrirati, moram zvadati. Žal ne bo pač v življenju mi tako kot v Molièru v tem tekstu prišel nekdo pa rekel, ne, sej si zadev v resnici, ne, sej v bistvu ne rabimo te preiskave, a veš, pust gospoda, ne, lej, pej domov, tako to se tak zanimiv mogoče. Mogoče kot skoraj zaključek, ne, zdaj se že 1 ura pogovarjava, je še kaj tazga, kar si hotel omeniti, ampak je kar nisva pokrila temo. Ne vem, zelo zanimivo se je pogovarjati s tabo. Ja, meni tudi s tabo, tako da upam, da se tudi posluša na zanimiv način. Ja, mogoče to, kar si spraševal o tem v prizarjanju, ne, klasike, mislim, da je bila ta tema tudi za hip se je dotaknila, ne. Se mi zdi, silno, veš, to je zelo zanimivo področje, ne, ker te klasični teksti so tako pravzaprav kot nek rudnik, ne. Seveda pa ni vse suho zlato, kar je tam noter, ne. Recimo, veš, Shakespeare pošilja tudi ladje, pristajajo na češki obali, ne. Se pravi, treba zmeri določiti, kaj je pri tem, mislim, nekako odkriti, kaj je bistvo, ne, v čem je res kvaliteta teh iger, ne, pri Shakespeareu je gotovo ta radikalna psihologija, ne, njemu pravzaprav na človeškega ni tuje, ne, in to zmeri znova postavlja v te nore gabarite. Seveda je treba pa vse stvari nekako premisliti skozi sodobnost.
Ampak ne na ta način, da bi zdaj iskal, kaj je tukaj tako sodobno, da bi pasalo ta tekst, ampak se mi zdi, da je treba svojo lastno sodobnost vzeti resno. Ne? Ker jaz sam osebno se nikoli nisem ukvarjal s tem, tudi ko pišem, a je to sodobno. Jaz živim danes in tukaj, ne? In stvari grejo skozi mene in dihajo skozi mene in šele ko grejo ven skozi mene, dobijo v tem umetniškem smislu mogoče nek smisel, neko avtentičnost. Ne? Tukaj pa treba zelo tudi s klasičnimi teksti igrati ena na ena. Mogoče to sam kot nek dodatek tej temi, ki so se prej dotaknili z uprizarjanjem. To je zanimivo, zato, ker mogoče odgovori na vprašanje, kako lahko še vedno nekdo vzame Hamleta, pa naredi dobro in gledljivo predstavo, na katero bo ljudje šli in jih bo zanimali, pa mogoče so videli že 3, pa še brali so pred književnosti, pa ne in kaj. Ne. Tako, pa dejansko ta rudnik seveda čim globje je, ker veš, sej, če ti hočeš recimo postaviš tezo, da je Hamlet terorist, recimo, ampak to zdaj ne pomeni, da more po odru hoditi šmajserjem, lahko igra zaradi mene v klasičnem kostumu, pa bo stvar še zmeri zelo sodobna lahko, če je sodobna v interpretaciji, v psihologiji, v načinu. Mislim, kle sicer ni pravila, ampak gotovo je klasika nek velik rudnik za gledališče. Predvsem pa je zmeri dajala teatru zgodbe, to je že od antike naprej. Kaj, mislim, govorijo v literaturi, kaj so pa grški miti drugega kot zgodbe. Grški miti so bili tudi, to je ena moja najljubših stvari, ki sem jih bral tudi, se spomnim kot otrok. Ta mitologija mi je bila blazno zanimiva. Ker to se mi zdi, da oni tudi to, da svoje bogove prikazujejo kot psihološko ljudi, ki so skregani, ki so užaljeni, mislim, to je tako odpre nek zanimiv. Mogoče še en zanimiv fenomen, ki se tiče gledališča. To, kako ti lahko sploh spremljaš, dojemaš gledališče. In zdi se mi, da je ta zanimiv moment v tem, da ti pravzaprav si prisoten, gledaš nekaj, kar se lahko tudi fizično dotakneš, lahko stopiš vmes, ampak ne moreš pa tega dojeti drugače, kot da na ta dogodek gledaš kot na njegov videz, kot na videz tega dogodka. Ali recimo zelo preprost primer, nekdo gre po cesti, pa vidi tam nek pretep. In pride neka marica, policaji, da enega not in tako naprej. Zdaj, če boš ti šel po cesti, boš najbrž reagiral tako kot normalen histerik, ali boš že sam prej poklical policijo, ali boš rekel, grem stran, ali boš probal pomagati in tako naprej. Zdaj si pa predstavljaj, da te pred 2 urama pokliče, nekdo pa reče, danes bo na Tromu stavil predstava, veš. Začne se tako, da se 2 tepeta, pripelje policija in tako naprej. In sam ta vednost, v hipu iz tega običajnega histerika spremenil subjekt gledališkega dogodka. Jaz nenadoma na vse to skupaj gledam kot na videz tega dogodka. In s tem se pravzaprav ta prostor teatra odpre. Zanimivo, res super. Mislim, hvala ti za vse te. Jaz se zelo, zelo veselim, da tole zdaj še enkrat poslušam med časom obdelave. To bi te še vprašal, vedno vprašam za kakšen knjižni predlog, kaj si tazga prebral, kar bi... Zdaj v zadnjem času mogoče en predlog za ljudi, ki mogoče berejo tudi malo filozofijo pa teorijo. To je zadnja knjiga Alenke Zupančič. Pustila bi jih trohneti. Silno vznemirljiva analiza Antigone, malo drugačno. In tudi zelo berljiva knjiga. Sicer sem pa pravkar prebral Tano French v gozdu, tudi zelo priporočam. To je tudi neka kriminalka, ki so ta psihološka kriminalka, ta gabarit, ki meni zelo paše, je pa seveda še marsikaj drugega. Drugače pa predlagam, da tudi berete drame. Jaz v glavnem berem drame. To zahteva mogoče malo ene specifične kondicije, ampak super je prebrati Harolda Pinterja, recimo, super je brati tudi klasične drame. Veš, to je, ta drama se mi zdi, ko začneš, jaz jih nisem veliko prebral, tvoje ponavadi sem bral, pa kar sem za šolo, ampak se mi zdi, da moraš padati to, ko si rekel, noter v nek drug pogled. In ko se ti začnejo v glavi malo te liki tudi izrisvati, takrat pol ti to teče skoraj lažje kot kakšna knjiga.
Super, ja, hvala ti. Ja, še enkrat hvala, David, za vabilo. Sem zelo z veseljem se in z užitkom pogovarjam s tabo. Ja, vse življenje. Lepo je to slišati. Tudi pa upam, da se z užitkom posluša. Mislim, da pogovor ali pa karkoli, kar nekdo dela s srcem in z veseljem, se vedno pol tudi sprejme lažje, no, tudi od predavanj do pogovorov, do vsega. Tako da hvala tudi vsem poslušalcem, ki so ostali z nama do konca. Pa kot vedno imejte krasen preostanek dneva.